Živijo, lep pozdrav na drugo stran računalniškega zaslona. Jaz sem Matej Špehar in dobrodošli v kategoriji Facebook za telebane. Se pravičujem že naprej vsem Facebook gurujem, vračam, džombam, ki obvladate tok, kar bom razložil sedaj v prav faktorje, ampak pri dosti krat opažam, ko debatiramo v Facebooku, ko se pogovarjamo o strategijah, dosti krat slišim, pa sej mi smo že na Facebooku, mi tam že ful delamo, sam ni nobenega feedbacka. Običajno je glavni razlog za to, ker ste šli v celo zgodbo brez strategije in brez poznavanja osnovnih pravil. 3 osnovne zgodbe imamo in so si zelo podobne, se vseeno med seboj zelo izključujejo. Dovolite mi, da pokažem prvo, ki jo zagotovo vsi dobro poznate. Gre za zasebni profil, ki je namenjen izključno fizičnim osebam, ki preko socialne mreže Facebook komunicirajo s svojimi prijatelji. Kot uporabnik lahko izpisujemo statuse, delimo povezave, nalagamo slike, videoposnetke, pišemo bloge, 100 in eno stvar in odlično zapolnimo naš prosti čas. Moj osebni profil, pred kratkim sem pekal palačinke, lahko spremljam, kaj se dogaja z mojimi prijatelji, kakšne zgodbe se jim pletejo, to je glavne novice oziroma moj zid. Pa to štorijo poznamo, zato ne bomo izgubljali časa. Ostavil bi se samo pri zelo pomembnem elementu, ki je glavni zaviralni element, zakaj zasebnega profila ne uporabljate v profesionalne namene, ker se bo šel končal pri številki 5000 prijateljev. Potem ne boste mogli dodati nikogar in če mislite Facebook uporabljati resno, se bo ta številka lahko kaj kmalu nabrala. Recimo Anja Križnik-Tomažin, to je njen zasebni profil, ima zasebni profil, kjer komunicira z družino, prijatelji in tu izmenjuje bolj kot ne svoje zasebne zgodbe, slike in misli. K Anji se bomo vrnili še kasneje. Anja ima še eno kategorijo na Facebooku, ki je namenjena čisto drugi publiki. Lep primer napačne komunikacije na Facebooku je naš predsednik države, oče naroda Danilo Türk, ki ima poln profil. Ne more narediti nič več, zabava se je končala. Odprl je sicer page, ampak mnogi ljudje ga najdejo kot zasebni profil in se počutijo ignorirani, ker jih Danilo ne prizna za prijatelja. Po zasebnem profilu, ki komunicira s prijatelji, imamo tukaj skupine oziroma grupe, namenjene so društvom, interesnim skupinam, ki komunicirajo s svojimi člani. Gre za lahko zaprto, odprto skupino, ki med seboj debatirajo običajno v isti tematiki, druži isti interes, lahko uporabljajo iste interakcije kot pri zasebnem profilu, skoraj da iste. Razlika je le ta, da se to ne vidi na zidovih uporabnikov. Lep primer skupine, ki zahteva svoj dan dedcev, glede na dokaj malo število članov, vprašanje, če se bo kdaj to zgodilo in bomo imeli samo dan žena na vekomaj veke. Pri skupini se vidi, kdo je zadaj, kdo je administrator oziroma ustanovitelj skupine in tudi ta admin skupaj z ostalimi člani komunicira preko svojega osebnega profila. Vidimo, kdo je kaj napisal, pojavlja se zraven slikica. Zakaj je skupina zelo vseeno cenjena, je, da ima možnost mailinga. Kompletni skupini članov lahko pošljemo Facebook mail. Ampak tu obstaja limit. Zopet smo pri številki 5000. Pri številki 5000, to malo kdo ve, pri številki 5000 se onemogoči mailing in ta funkcija izgine. Kot da je ne bi bilo. To je Facebook uvedel varovalko proti spamu. Se pa skupine lahko odlično uporabljajo recimo za druge namene, kajti lahko uporabljamo celo zgodbo za neke vrste debatni krožek, kjer debatiramo med sabo in lahko notri v skupino pripeljamo samo tiste, ki jih želimo. Recimo Radio Študent ima, kot lahko vidimo, svojo skupino nekdanjih veteranov, padlih borcev. Prav tako v našem podjetju komuniciramo preko skupine Radio Hit Zelenci. Gre za
skupino, kjer so notri radijci in vajenci, in notri si izmenjujemo misli, delovne naloge, kdo gre kam in podobno. Odlična komunikacija, ki je vidna samo med člani in lahko pustimo, da se vsak prijavi kot član ali pa mu dovolimo, da se včlani. Še, da se vrnem za trenutek nazaj na skupine, za razliko od pageov, ki jih bom predstavil naprej, ima skupina 3 pomanjkljivosti za resno rabo. Komunicira znotraj skupine in uporabnik, ki je član, se mora vračati na skupino, da pogleda, kaj se novega dogaja. Interakcije se mu ne izpisujejo na njegovem zasebnem zidu, tako kot bi se moral vračati recimo na vašo klasično spletno stran. Potem največja prednost kmalu zgine, pri številki 5000 mailing, obveščanje vseh članov zgine in še težava je v tem, ker se naslovi, URL naslovi skupin ne dajo spremeniti. Dajo pa se spremeniti pri pageih. Če boste pogledali enega od ostalih videoposnetkov, boste videli, kako se lahko spremeniti dolga čreva klobasa v enostaven URL naslov. Strani pa so namenjene blagovnim znamkam, podjetjem, ki komunicirajo s svojimi fani oziroma oboževalci. Stran je podobno zasebnemu profilu in skupini, vse njegove funkcije, večina njih lahko nalagamo slike, videoposnetke, statuse, komentiramo, označujemo, nima klepeta in ni potrebno potrebovati novih fanov, prav tako ne moremo omogočiti, vsak je lahko fan vaše strani. Ni limita za število fanov, ni direktnega mailinga, kar je pomanjkljivost, ker page komunicira preko zidov oboževalcev. Torej, karkoli objavimo na naši spletni strani, na zidu, na Facebook strani, se izpisuje tudi na zidovih naših tako imenovanih fanov. Torej, objavljamo slikico, lahko na slikicah označimo enega od junakov, ki je na njej, in to se izpisuje na zidovih 12390 članov, če vzamemo za primer Radio Hit. Kako komuniciramo na strani skupine, kako komuniciramo na pageu, bo debata kakšnega drugega filmčka. Vrnimo se za konec samo še Kani Križnik Tomažin, ki je poleg zasebnega profila odprla, tako kot se spodobi, svoj profesionalni page, kjer komunicira z naročniki, ki lahko jo naročijo za vodenjem ali karkoli pač drugega. In tukaj komunicira s svojimi 2609 fani oziroma oboževalci. Tako, katera je prava kategorija za kakšno početje, seveda odvisno od vaše strategije, ki mora biti označena, definirana že na začetku. Toliko je bilo samo v kategoriji Facebook za telebane, 3 osnovne kategorije, s katerimi komuniciramo na Facebooku. Drugič, bolj podrobno, kako komuniciramo, na kakšen način na vseh teh kategorijah. Hvala za pozornost in gledanje, želim vam lep dan in upam, da se kmalu spet gledamo. Živjo!